Kdaj ugotovimo, da smo nekoga ali nekaj imeli radi? In kdaj vidimo stvari, ki nas opredeljujejo in se jih mogoče ne zavedamo? Zdi se mi, da se jih velikokrat zavemo šele takrat, ko so nam odvzete, ko jih ni več. Da smo nekoga zares ljubili, ko nas zapusti, da potrebujemo svojo mamo, ko je ni nikjer v bližini in da si želimo živeti, ko si zarijemo britvico v zapestje. Kakšna bitja smo ljudje, da lahko užijemo ljudi in življenje le takrat, ko je ogrožen njihov obstoj. Neizmerno fascinantno je, da tako cenimo dogodke, ki zares nimajo prave bodočnosti, ali pa osebe in pojme, ki v našem prostoru in času ne obstajajo. Pred izborom svojega filma sem na vajah za nemški projekt prosila za nasvet svojega režiserja, ki je k vsaki stvari pristopal zelo sproščeno, neobremenjeno energijo. Ko sem mu predstavila situacijo in svoje skrbi, me je pogledal s skoraj posmehljivim pogledom in dejal: "Just pick what you like." Tako sem sprejela njegov nasvet. Spraševala sem se, kaj pri filmski umetnosti sploh tako posebnega, neizogibnega, resničnega in kaj naredi film zame nepozaben. To je moj poskus odgovora, mogoče preprost, naiven, a navsezadnje samo moj. Film, o katerem bom danes govorila, sem si prvič ogledala pri pouku nemščine. Če bi ga predtem poznala, bi najbrž takoj pomislila, da je to zagotovo najbolj nenavadno mesto za ogled takšnega filma. Pa vendar sem ostala 2 uri in 2 minuti prilepljena na projekcijo in po koncu obsedela v popolni tišini. Bila sem neverjetno pretresena, obenem pa sem se počutila pomirjeno, skoraj spokojno. Fatih Akin je za film Z glavo ob zid na Berlinalu leta 2004 prejel Zlatega medveda. Kot prvi izmed trilogije Ljubezen, smrt in hudič, ki jo je Akin napisal kot lasten laboratorij za raziskovanje in razumevanje človeškega bitja, se film ukvarja tako s tematiko ljubezni kot iskanjem smisla in svobode. Kot sin turških priseljencev živeč v Hamburgu, Akin skozi lastno lečo raziskuje odnose znotraj družine, ki se znajde na prelomu med 2 kulturama, prav tako pa nagnjenja posameznika, ki poskuša najti ravnovesje med pričakovanji sorodnikov in načeli razvijajočega se sveta. Ta film se začne tako, kot se konča. Uvodna in končna sekvenca, ki sta sami po sebi zelo preprosti, služita kot lupina, ki drži cel film. Začetek nas z razgibano, orientalsko melodijo ponese na breg reke, kjer se v daljavi dvigajo barvite hiše in se s hriba vzpenjajo 4 stolpi Hagije Sofije. Znajdemo se v Istanbulu. Glasbena zasedba, ki je v vrsti postavljena pred utopično podobo mesta, z nami vzpostavi nekakšen stik. Nastopajoči namreč niso del zgodbe same, ampak pozornost namenijo gledalcu. Celotna scena se zdi, kot da nam ponuja trenutek prizemljitve. Tavam ob bregu reke. Opazujem srebrne ribe, ki drsijo mimo. A ribe niso tiste, ki mi begajo misli, moja ognjenolasa sanije. Moje oči zaman iščejo in nato zbledijo. Veliko src si pognala v plamene, moja ognjenolasa sanije. Pesem turškega klarinetista Selima Seslerja je že v samem naslovu skriva nekakšen simbolizem, ki ga kasneje lahko zaznamo skozi zgodbo. Sanije je namreč ime turškega izvora, ki lahko pomeni sekunda, trenutek ali enota časa. Lahko označuje tudi sijočo, intrigantno osebnost, prav tako pa drugorojeno hčer. Sama bi lahko ta film opredelila kot igro kontrastov, skrajnosti in nasprotij. Zame je zanimiv predvsem razkol med tradicijo in sodobnostjo, ki se tekom filma ves čas prepletata, dobesedno pa jo predstavljata tudi geografska prostora: Istanbul in Hamburg, Turčija in Nemčija. Akin skozi različne prvine poskrbi, da njuno drugačnost močno začutimo. Ključno vlogo igra pri tem predvsem glasba. Tradicionalna glasba turškega izvora ter na drugi strani rock in punk hiti tistega časa. Prav tako pa se ves čas spreminja ozračje. Od hladnega, temačnega v toplo, rumenkasto. Vsak prostor, v katerega vstopimo s protagonistoma, lahko skoraj zavohamo.
V nočnih klubih smrdi po stanem pivu in urinu, v ozkih ulicah po dimu in začinjeni jagnjetini. Prav ta dvojnost se tako pojavlja podprta z več čuti. Hamburg in Istanbul se predstavita skoraj kot dva različna značaja. Zdi se, kot da zgodba ne govori le o Čahitu in Sibel, ampak tudi o odnosu med Hamburgom in Istanbulom in vrednotami, ki jih vsako izmed mest predstavlja. Velik pomen ima tudi naslov filma. Seveda ga lahko vzamemo dobesedno, sam dogodek trka v zid je namreč ključen za zaplet zgodbe. Slovenski naslov, Z glavo ob zid, pa nekako združuje tako nemški Gegen die Wand kot angleški Head on naslov. Velikokrat govorimo o tem, kako gremo ljudje z glavo skozi zid v življenje. Tu gre tudi za ljubezen. Na glavo naprej v ljubezen, brez glavo naprej v zakon, brez glavo v neznano. Sama akcija naj bi pomenila impulzivno, brezglavo obnašanje, v filmu pa gre prav tako kot za zelo destruktivno in nasilno delovanje proti samemu sebi, tudi za delovanje, ki izhaja iz neizmerne želje po doživljanju. Drugi vidik pa je seveda zid. To je lahko dobesedni zid, lahko pa je to metafizični zid, ki nam ga predstavljajo naša kultura, religija, družina. Na vsezadnje je to lahko tudi zid, ki si ga postavimo sami. Kako se znebimo tega zidu in kako ga preplezamo, podremo in kje vse najdemo zidove? Med življenjem in smrtjo, med ljubeznijo in sovraštvom, med ujetništvom in svobodo. Predvsem pa, kako prepoznati zidove, ki jih ne smemo podreti. Kaj nam ostane, če podremo vse, kar nas opredeljuje? In kdo ostane, če podremo vse, kar nas dela človeka? Akin sam je izpostavil, da s filmom ne poskuša spremeniti navad ali tradicij, predvsem pa noče obsojati ljudi, družin, staršev, ki so bili vanje vzgojeni. Teme družine in njene večplastnosti se zato loti na zelo intenziven način. Tako njeni patriarhalni ureditvi, kot o odsotnosti kakršnekoli družine in posledicah te odsotnosti. Zame je pomemben element tega filma predvsem odnos med mamo in hčerjo, ki je že sam po sebi nekaj najbolj posebnega in zapletenega. Mama ima zelo kompleksno vlogo. Je tihi, komaj opazni člen, ki mimo pravil patriarhalne ureditve deluje kot sidro za svojo hčer. Njun odnos tako obstaja kljub stalni fizični nevarnosti, ki jo poosebljajo moški v družini, obstaja kljub slabim odločitvam hčere in kljub posledicam, ki jih te odločitve prizadenejo družinski časti. Dejansko nam daje primer najbolj organske in prvinske starševske ljubezni, ki posledično že posvaja lastnosti transcendentnega. Tako mama postane in ostane tudi temelj protagonistkine identitete, kar močno vpliva na njene nadaljne življenjske odločitve. Zanimivo je, da sta si Čahit in Sibel osebnostno zelo podobna. Njuni destruktivni naravi ju ovirata pri iskanju sreče, poslužujeta se vseh mogočih substanc, uteho iščeta v alkoholu, spolnosti, nočnem življenju. Njuna zveza deluje zato na prvi pogled absolutno nezdružljiva, njuno impulzivno obnašanje pa se, ko sta skupaj, le še potencira. Čeprav še tako sprevržena dejanja za njiju nimajo pravega pomena, sta se kasneje na krut način prisiljena soočiti z njimi. Spet bi se lahko vrnili k glasbi, v tem primeru pesmi Wendy Reen After Laughter Comes Tears, ki seveda ni bila izbrana in umeščena naključno. Pojavi se prav pri dveh ključnih trenutkih v filmu, ki zavedno spremenita Čahita in Sibel. Ko izgubimo smisel za vrednote in razum, nas na drugi strani vedno čaka spoznanje. Kje so zares meje naše svobode in kdaj stopimo v svobodo drugih? Ali je svoboda v resnici pojem, ki obstaja le znotraj nekih okvirjev? Razlogi za brezglave odločitve obeh filmskih likov pa so si kljub njuni podobnosti skoraj nasprotni. Sibel se v iskanju svoje svobode in želji po neodvisnosti od svoje družine popolnoma izgubi. Sama se tega ne zaveda, prepusti se toku kratkih užitkov, dokler ni deležna neizmernega nasilja, ki na njej zavedno pusti rane.
Čahita pa v resnici nič ne omejuje. Svobodo ima v svojih rokah, družine, ki bi ga omejevala, nima, prav tako pa izgublja občutek za narodno identiteto. Od svojega izvora se popolnoma oddalji, ne spozna se na lastne običaje in turščina mu ne gre več z jezika. Svoj čas preživlja s pitjem alkohola, svoboda zanj nima pomena. Tudi njuna suicidalnost ima dva čisto nasprotna razloga. Sibel si poskusi vzeti življenje, ker ne more živeti tako, kot si želi, Čahit pa preprosto ne želi več živeti, ker v življenju ne vidi smisla. Svoboda za oba postane paradoks. Kljub njunemu nesorazmerju pa drug za drugega naenkrat postaneta nenadomestljiva. Njun zakon, ki se začne kot dogovor in ukana, pa se razvije v intenziven odnos, ki obenem vodi v pogubo, prav tako pa tudi v odrešitev njunih turobnih življenj. Dejstvo, da si nikoli nista bila prava, kljub temu pa sta drug drugega tako silovito spremenila in pomagala pri iskanju smisla, me vedno znova navdihne. Naše zmožnosti kot čuteča bitja presegajo pojme, ki jih lahko opišemo z besedami. Tudi ljudje, ki jih mogoče močno ljubimo, so lahko navsezadnje le delček naše zgodbe. Preobrazba Sibel in Čahita skozi film ima prav zato tako močan učinek. Sibel si predvsem drugim izbere tisto, kar je zavračala in na koncu izgubila, Čahit pa se poda na pot iskanja zidov, ki jih je podrl že pred mnogimi leti. Akin sam je dejal, da film neizmerno ljubi in da lahko ta ljubezen vodi v norost in destruktivnost. Navezal se je na citat Oscarja Wilda: "Each man kills the thing he loves", ki narekuje, da ima vsak človek po naravi težnjo, da uniči to, kar najbolj ljubi. Največ bolečine povzročimo ljudem, ki so nam najbližje, partnerjem, družini, prijateljem. Še tako nasprotujoče, kot se zdi, se lahko kmalu izkaže za del našega doživljanja. Ne samo, da smo vsi tega zmožni, zdi se, da nas včasih celo vleče v takšno delovanje. Prav tako bi lahko perspektivo obrnili in rekli, da ljudje velikokrat ljubimo tisto, kar nas uničuje. Z glavo ob zid govori tudi o tem. Vsak vidik filma, ljubezen, norost, kri, svoboda, rane, zid, smrt, nas opominja na prepletenost vseh ekstremov ter na krhko in abstraktno ravnovesje med njimi. Akin trdi, da morajo tudi dramatični filmi imeti prostor za nekaj humorja, saj jih prav ta na koncu naredi še bolj dramatične. Sama sem od tega filma odnesla mnogo stvari, predvsem pa sem spoznala, kako tesno in brezpogojno je v življenju vse povezano. Vsi kontrasti, o katerih govori, so si mogoče veliko bližje, kot se zdi. Ljubezen je lahko uničenje, vsaka svoboda je omejena, po smehu pridejo solze, življenje je en korak proč od smrti. Nič ne obstaja samo po sebi in tudi svetloba ne obstaja brez teme.